Večerni program Radia Maribor. Ritem mesta. Začuti ritem. To je ritem mesta. Pozdravljen, Miha Renčel v oddaji Ritem mesta. Miha, zgodba okoli tvojega albuma je precej drugačna od nastanka drugih albumov, če govoriva slovenskih in tudi mogoče tujih. Povej mogoče nekaj o tem. Torej, album je nastal nekako iz improvizacij, ne? Ja, živijo. Meni se zdi posebnost tega albuma je, da je to improvizirana glasba. Nekako se mi zdi, da je v tej glasbi industriji toliko ene produkcije prisotne, ne, mogoče, da se pol mogoče tisto bistvo, ne, zelo malo zgubi. In se mi zdi, da glih pri improvizirani glasbi pa na nek način se to bistvo ohrani, no, ne. Zato se mi zdi, to se mi zdi v bistvu najboljša kvaliteta, ki sem jo tudi hotel ohraniti, ne. Nisva seveda na začetku povedala, da gre za album z naslovom Collective Kiss, ne? Kiss 1, pardon, ja, tako. Ampak, če dodamo še malo te zgodbe, torej ti, Miha, si torej posnel album nekako preko Facebooka, ne? Naprimer, če te vprašam, se ti zdi ta Facebook v poplavi reklam in, bi rekel, nepomembnih objav, ki jih je na milijone, še primeren medij, ne vem, za oglaševanje glasbe, ne? Ker je to zelo, gre za subtilno glasbo, ne? Ja, to se strinjam, da gre za subtilno glasbo. Če pravi medij, težko rečem, ne, ker pravzaprav so te reklame povsod, ne. In zdaj jaz, bom rekel, drugega kanala, tudi v tradicionalnih medijih nisem najdel in sem uporabil to, kar mi je bilo na voljo, ne. Zdaj, ali izbereš YouTube, ali izbereš Facebook. A si takoj do te ideje prišel, da boš to tudi izdal, ali si začel z neko improvizacijo, če povema poslušalcem, ti si se začel nekako snemati, temu se reče live Facebook, ali kako bi rekli, ne? Pretočno predvajanje, strokovni, ja, izraz, ali streaming po angleško, ne. Tega je veliko na internetu, no, od streaminga raznih igric, ne, ljudje igrajo igrice in streamajo raznih, kaj zvem, ljudje vse mogoče, ne, in takrat, ko je bil tisti čas, to je bilo nekje 2016, 2017, ko je Facebook začel s tem, je marsikdo objavljal vse mogoče stvari in jaz, ko sem pa rekel, zakaj pa ne bi jaz probal nekaj, v čemer sem recimo dober, ne. In mogoče čas, da v začetku oddaje prisluhneva tej tvoji kreativi. Na začetku oddaje so se zmenila, da boš napovedoval skladbe ti, torej slišala bova ta prvi sklop, ne, tvojih kompozicij, mogoče nekaj, če poveš nekaj na to temo, no. Ja, na tem CD-ju gre za v bistvu 4 sklope oziroma 4 improvizacije, se pravi Mrk, Pomladno prebujanje, Biseri na dnu oceana in Ulica ali Drevored neskončnih zgodb, ne, to so zdaj slovenski prevodi, sicer angleških naslovov. Zdaj bom prebirat predstavu, prvi del, se pravi prvega sklopa z naslovom Mrk, po angleško Eclipse. Prvemu delu je naslov Opening, se pravi otvoritev. In imaš kakšen nasvet za naše poslušalce, naj zaprejo oči in samo uživajo, je tako? To je vedno, če zapreš oči, je vedno dobro, ker potem odpreš ušesa. Tukaj bi mogoče še povedal pri tem prvem sklopu, ne, jaz zelo rad to svojo klavirsko glasbo primerjam z naravo, ne, oziroma klavir me lahko zelo popelje v te neke občutje divjine, čistosti, kaj zvem, v Sloveniji imamo, ne, visokogorska jezera, ne, recimo ta tip občutka, no, ki tako lahko doživiš v naravi in za ta prvi sklop sem dal naslov Mrk. Mrk je tudi pojav iz narave, ne, in ima tudi svoje faze, ne, ki jih nekateri
ki se ukvarjajo s tem zelo dobro, bom rekel, imajo naštudirane in to sem jaz pol tudi šel študirati. Že Wikipedija nam veliko pove o tem. Imaš te faze, ko so recimo prvi dotik, diamantni prstan, popolnost, ne, rečejo, totality rečejo po angleško. Tako da jaz sem pol tudi ta cel sklop razdelil na faze, no, in to dejansko poimenoval po fazah mrka. Prisluhnimo. Pa deva. Poslušate oddajo Ritem mesta na Radiu Maribor.
Tako smo v studiu Radia Maribor, z menoj Miha Renčel, torej avtor te prekrasne zgoščenke, gre za klavirsko glasbo, kot smo prej dejala, in v bistvu nastala je iz neke improvizacije. Miha, si izobražen glasbenik, nastopil si tudi na Slovenski popevki, če se ne motim, torej imaš ta široko paleto znanja, kar pač pritiče glasbeniku. Na akademiji so velikokrat rekli, da se skladba rodi iz neke improvizacije, ne? Kaj tebi predstavlja improvizacija? Je to nekakšna največja svoboda mogoče pri ustvarjanju? Kaj je za tebe kakšne občutke doživljaš, ko improviziraš? Veš, kako ti bom probal odgovoriti? Meni improvizacija je metoda skladenja, ne? Način, kako sam sebe spraviti v stik s tem svojim notranjim verom, ne? Ali pa intuicijo, ne? Z glasbeno intuicijo, se pravi nekako pozabiti vse obrazce, ki sem se jih naučil v šoli, vse te kalupe, ne, ki pravijo, ne, tega recimo je bilo v moji, jaz sicer nisem hodil na akademijo, imam pa 10 razredov klavirja, in tam sem jaz po 10 letih sem bil utrujen od teh pravil, ne. Se ti zdi, da je torej naše glasbene šole, slovenske, da takole daje dovolj poudarka na improvizacijo, ker to je res en pomemben faktor pri glasbeniku, ne? Jaz s tem strinjam, kar si rekel. Lahko govorim le iz svojih izkušenj. Jaz sem hodil na Franca Šturma V Ljubljani govoriva, ne? v Ljubljani, ja, in bom rekel, tam improvizacije ni bilo, po mojem mnenju, dovolj. Vem pa, da obstajajo recimo šole, kot so Valdorfska šola, ki imajo že malo drugačne pedagoške prijeme. Zdaj, tukaj se mi pa postavlja še eno drugo vprašanje, ne, s katerim se veliko ukvarjam, se pravi, otrok, ko se začne učiti, ne, koliko svobode mu boš pustil, ne, se pravi, ena stvar je, da mu pustiš svobodo, pa ne bo kreativen, ne, ampak vprašanje, koliko bo on od tega, kakšen odtis mu boš sploh pustil, ne, se pravi, tukaj mogoče hočem namigati na to, da nekaj tega, da vzameš nekaj svobode, ne, pa da pustiš neko znanje otroku, da se mu nekaj vtisne, da je to zelo dobro, ne. Ne smeš pa, mogoče pa ne toliko daleč, no, kot to delajo te naše šole, ne, ki pol na koncu se moraš pravzaprav, moraš imeti kar malo sreče, da splezaš ven iz teh kalupov. Ja. Predlagam, da slišiva naslednjo tvojo kompozicijo oziroma naslednje kompozicije. Boš kar ti povedal, torej sedaj iz drugega sklopa, če se ne motim. Ja, drugi sklop, se pravi Spring Awakening po angleško, v prevodu Prebujajoča se pomlad. Kmalu bo? Tako, ja, v bistvu so že znanilci, jaz sem jih v Ljubljani že opazil, pa trobentice. V glavnem, tukaj gre za 4 dele, prav tako kot ima pomlad neke faze, ki sem jih jaz opazil, ne. Se pravi, innocence, nedolžnost, potem je revolucija, pa če grem še enkrat, pri tej nedolžnosti, ko je tisto, ko samo zavohaš, ne, pomlad, niti je še ne vidiš, samo vohaš jo, ne. Recimo pri revoluciji so pa že vidni, jo pa že lahko vidiš, ne, in tukaj pravzaprav narava pol kaže vidne znake. Pri tretjem delu, no, Spring Fever pa ponori, ne. Tukaj se pa zares začne pol tista prava preobrazba. No, in pri četrtem delu On the Doorstep of Summer, po slovensko Na pragu poletja, tukaj se pa že čuti ena taka ležernost. No, in tako sem jaz nekako razdelil Prebujanje pomladi na 4 dele, in prav tako v tej improvizaciji, ne. Predlagam, da prisluhnemo torej tvoji interpretaciji pomladi, ne, ali kako? Tako, ja, mogoče, evo, da še nekaj povem, v celotni plošči, te, bom rekel, glavne naslove sklopov, ne, so pravzaprav predlagali poslušalci med streamingom, ne. Se pravi, vsi te, recimo Spring Awakening je bil v naslovi, v osnovi je to predlagala ena poslušalka, ne. Torej tudi tu si prepustil neki improvizaciji kolektivni oziroma, ne? Kolektivni, zato sem tudi pol na koncu dal naslov Collective Kiss. Super. Ne.
Se pravi, kako bi to prevedel neke kolektivne tipke, čeprav ta prevod ne zveni glih najbolj smiselno v slovenščini. V glavnem, ja, šlo je za nek interaktivni projekt, no, ne, ki je v bistvu ta kreativnost še malo povečal, ne. Dajva prostor torej še tvoji glasbi. Poslušate oddajo Ritem mesta na Radiu Maribor.
Poslušate oddajo Ritem mesta. Na Radiu Maribor. Smo v studiu Radia Maribor, z menoj Miha Renčel, avtor, komponist, skladatelj, pianist. Torej, Miha, kot sva dejala že prej, torej tvoja zgoščenka je nastala iz neke improvizacije, iz tega trenutnega navdiha, vse to v bistvu improvizacija je, nek impuls, ki ga pač dobi avtor oziroma skladatelj, ampak zanima me pa to, če bi sedaj moral torej vse te sklope tvojih skladb, ki jih tudi sedaj slišimo na albumu, če bi jih moral ti sedaj do potankosti enako oziroma zaigrati, bi to šlo? Zaenkrat veliko razmišljam o tem, se pravi, kako bi to poustvaril. Je sploh namen improvizacija, da jo poustvarjaš? Ja, sej glih, hotel sem v bistvu z naslednjo mislijo tja iti. Namen bi bil nek smiselen namen, da to poustvaram. Nekateri ljudje se navadijo in potem mogoče hoče v živo slišati, pa bi mogoče zato tudi, kaj zvem, plačali vstopnico, pa bi lahko kaj zaslužil na tak način. Drugače pa meni osebno je bliže improvizirana ali pa improvizirana glasba kot poustvarjanje. Zdaj, če bi jaz hotel to poustvariti, bi si mogel spisati note do potankosti. Sam veš, si študiral, koliko je to dela, tukaj sem tudi prinesel pokazati.
v bistvu 2 sklopa sem že spisal. Ne. Govoriva o notalno, torej zapisal si skladbe v note, ne? Tako, no, tukaj vidiva recimo en ta sklop, recimo Spring Awakening, ki smo lihkar slišali, je 19 strani, ne, skupaj je to 327 taktov, ne. To je zelo veliko dela, no, to samo z zapisom, potem pa seveda treba še zvaditi, ne. Je pa tako, kot si tudi sam prej rekel, ne, da to pa pol ni več improvizirana glasba, ne, je pa v bistvu naučena glasba, ne. Zdaj, a bi bilo to boljše, a bi bilo slabše, to težko reči, kakšne stvari bi bile verjetno boljše, kakšne stvari bi bile pa slabše, ne bi imeli tega naboja, ne, ki pride lih iz trenutka, ne, in obstajajo, oprostite, te prekinjam, ampak takole, ko vmes razmišljam, ko lepo govoriš o teh stvareh, obstaja sploh napaka v improvizaciji, se ti zdi, napako tako nekako dober improvizator tako nekako zakamuflira, da zveni kot pravo, ne, tako so rekli jazzeri. Absolutno, ne, jaz se sam dostikrat zalotam, da sem zaigral tipke, ton, no, katerega nisem nameraval, ne. Kaj v tistem trenutku naredim, ne, okej, šel sem drugač, ne, pa bom zdaj mogoče naslednje 3 naredil tako, da bojo v smislu, ne, s tisto tipko, ki jo v začetku nisem nameraval, se pravi... Daš vrednost tistemu tonu, ne, nekako, ne. Ja, ne, dostikrat se tudi zgodi, da rata nekaj zelo lepega iz napake ven, no, oziroma, težko je reči napaka, iz nečesa, kar nisi načrtoval, je boljše rečeno, ne. Tako da tega se zelo veliko dogaja, ja. Predlagam, da zopet prisluhnemo tvojim skladbam, sledijo pa sedaj, kar povej ti. Ja, zdaj bo šla pa na ta 3. sklop, se pravi Pearls on the Ocean Floor, po slovensko Biseri na dnu oceana. Meni je iz tega sklopa najlepši drugi del, se pravi Oceansko dno, po angleško Ocean Floor. Pa daj vas slišati.
poslušamo odlično zgoščenko Miha Renčla. Miha, kdo te navdihuje? No, takole, ko poslušam tvojo glasbo, se mi zdi, da je kar slišati močno neko ozadje, bi rekel, klasične glasbe in seveda tudi nekega popa, pa ne mislim to slabšalno, ker tudi pop je v bistvu lahko zelo kvalitetna glasba. Kaj ti da tista krila, no? Oziroma, si črpaš, ker improvizacija je res zanimiv pojem, ne? Oziroma, takrat je verjetno podzavestno, oziroma neki nezavedni ravni, v bistvu pleteš neke tone, ki so nekje, ne? Ki te nekaj te je nadahnilo. Kdo te navdihuje, no? Ja, ja, ko bi rekel, v improvizaciji zelo težko v resnici zares blefiraš, ne? Ker vse, kar pride ven iz teh globin, je nekako resnično, ne, bolj resnično, kot da bi po notah igral. Pridejo ven vse tvoje izkušnje, ne, preteklosti, ki so seveda tudi povezane z poslušanjem drugih avtorjev, ne. In tega se ne moramo izogniti. Jaz mislim, da tudi s tem ni nič narobe. Mogoče za avtorje, recimo, ki so meni najbolj blizu iz tega polja klavirja, ne, so recimo Philip Glass, torej minimalizem, ne? Absolutno, ne, Erik Satie tudi, ne. Nekako Pol recimo Keith Jarrett, ne, njegov kelenski koncert sem poslušal za učbenike, ne? Sploh ne vem kolikrat, no, mislim prevečkrat, ne. In glih mogoče pri njemu, on je bil tudi en tak improvizator, ne, tak kelenski koncert, recimo, tudi druge stvari so dobre, ampak bi pa vseeno izpostavil to njegovo zgoščenko, je taka lepa meditacija, ne, ker on je bil sicer džezer, ampak ni bil samo džezer, je imel tudi klasične prvine in se mi zdi, da mogoče on od vseh teh, ne, skladateljev še najbolj vplival in nate in na to, da sem pravzaprav tudi začel ustvarjati na tak način. Preden slišiva še zadnji sklop teh tvojih kompozicij, mogoče samo še zelo zanimivo je bilo pred pogovorom, preden sva stopila v studio, si dejal, da čisto zadnjo točko na tvoje zgoščenki, ne, je pa posnel, če sem si prav zapomnil, robotski klavir, kako bi temu rekel, za kaj gre to, no? Ja, se pravi, ena skladba je posneta dvakrat, ne, to, ko smo že slišali, Spring Awakening. Tukaj sem jaz zelo veliko razmišljal o tem, pravzaprav, a bi jaz to se naučil, pa še enkrat posnel, pa naredil na tak način ploščo, potem sem ugotovil, da je pa le v improvizaciji finta, da je fajn, če je stvar improvizirana, ampak ne, ker imam samo na samplerju, kako bi to, če bi to jaz improviziral na pravi klavir, ne, in sem tukaj malce zgubljal okoli tega. Potem smo pa prišla z Janezom Križajem, producentom, na eno idejo, ne, kaj pa, če bi to probali, ker MIDI zapis imamo, ne, kaj, če bi to probali, da bi to, se pravi, posneli z disk klavirjem. Disk klavir je tak robot klavirski, ki ima kladivca, tako kot vsak drug klavir, se pravi resonantno ploščo, strune, ima pa noter poseben mehanizem, ki sam sproža ta kladivca, ne, ki so seveda povezan, ta mehanizem je povezan z računalnikom, ki bere MIDI, se pravi, gremo iz digitalnega nazaj v analogno, ne, kar je zelo v bistvu zanimiv princip. To si posnel kje? To smo posneli v klavirski hiši Strife v Gradcu, tam so nam v bistvu dovolili uporabljati ta disk klavir, ki je bil že, kot zanimivost, da povem, da je bil že prodan, da smo imeli samo še 3 dni časa, ne, ker bo potem stranka tako odpeljala, no, tako da sem se sprosil lepo z gospodom Štrajfom, če nam dovoli to posnet. Takrat sem šla z Janezom v Gradc in vzela zdravo na sebe mikrofone, postavila in posnela v bistvu vse 4 improvizacije večkrat, ne. No, je pa tukaj seveda največji problem je ta kalibracija dinamike, ne. To je vedno problem, ko imaš opravka z midijem in z različnimi ali samplerji ali disk klavirji, ne. In jaz sem tudi večkrat posnel isto skladbo z različnimi nastavitvami dinamike, tako da sem pol na koncu odločil, da ena je pa
še kar lepo ratala. No, in sem se pol odločil za en tak dodatek, ne, mogoče bolj za sladokusce. Se pravi, ta skladba je posneta v 2 tehnikah. Ne. Marsikomu je to bolj všeč, recimo, kot sampler. Ne. Sem opazil še posebej tem, ki se profesionalno ukvarjajo z glasbo, ki vejo, kaj so alikvoti. Tako, pa kdaj je MIDI, kdaj je pravi, kdaj so Ja, pravice, to ne? težko rečeš, ne? Ker MIDI je MIDI, sampler je sampler, ne? MIDI, bom rekel, samplerji so danes že toliko dobri, ne? Da zelo Prevarajo, ne? Že lahko, ne? Ja, ne, so v bistvu, ampak so pa samplerji so narejeni z najboljšimi mikrofoni, v najboljših placih, bom rekel, z najboljšimi inštrumenti. Ne? Tako da, to je zelo težko zdaj reči, ne? Miha, predlagam, da še slišiva nekaj tvojih kompozicij, torej gre za zadnji del sedaj, ne? Katere bi še slišala? Ja, gre samo še, v bistvu imava še zadnjo skladbo, oziroma del zadnjega sklopa z naslovom The Alley of Infinite Stories, v prevodu Drevored neskončnih zgodb. Tukaj nisem, mogoče ta je edina improvizacija, ker nisem uporabil analogije iz narave, ampak sem se enostavno določil za zgodba 1, zgodba 2, zgodba 3. Mogoče tukaj pustim poslušalcu majčkeno bolj odprto pot pri domišljiji. Meni je ta zgodba 2 zelo všeč, tako da predlagam, da se... Miha, preden še slišimo, mogoče samo še nekaj besed o promociji, o koncertih. Izvajaš to v živo? Se pravim, to še ne izvajam v živo, ker še niti nimam celotnega zapisati. Tukaj sem ti prinesel pokazati, se pravi 2 sklopa, Spring Awakening in ta... Notalni, že notalne, ne, tako note si že spisal? Ja, se pravi, polovica je spisana, ne. Druga polovica pa še čaka, ko bom enkrat imel vse 4, se bom usedel za en pravi klavir, ne, in začel vaditi, ne. In potem bom videl, kaj je naslednji korak, no, ampak jaz mislim, da bi bilo to zelo lepo. Je pa res, da v tem primeru pa ne bi šlo za improvizacijo. Miha, ko toliko govorijo o improvizaciji, čisto res, sedaj pa res na koncu, kaj pa ti kot persona, kot oseba, se ti zdi, da veliko improviziraš v življenju, imaš rad načrte, plane, ali si človek, bi rekel, trenutka? Pa jaz bi rekel, da sem bolj človek trenutka, ne, kot da imam vse strukturirano, sem, ja, bolj abstrakten, rad imam pa seveda, če pa ni čisto nobene strukture, ne, to mi pa tudi ni všeč, ne, v resnici bi se mogoče, če bi se lahko odločil za neko srednjo pot, ne, čeprav se to mogoče zdi klišejsko, ampak tudi recimo v teh improvizacijah, čeprav so improvizirane, je noter veliko znanja, harmonije in tako naprej, ne, in brez katerega bi bil, mislim, v mnogo katerem pogledu ali pa trenutku, ne, bi se zgubil, ne. Se pravi, znanje tukaj je odzadaj, ne, in struktura tudi neka, ne, tako da zelo težko se odločam med tema 2 poloma, če pa že bi pa bolj raje zbral trenutek. Raje bi, da se mi ljudje zapomnijo po temu. Miha, hvala, veseli me, da si bil današnji gost oddaje Ritem mesta. Želim ti veliko uspehov še na tvoji nadaljnji poti, čim več iskrivih, prodornih improvizacij in upam, da se tudi vidimo kje na kakšnem koncertu. Hvala lepa tudi tebi, res lepa hvala za povabilo, me veselil, da sem lahko skramljal z nekom, ki je v bistvu študiral glasbo, tako da upam, da se vidimo kmalu spet.
Poslušate oddajo Ritem mesta. Na Radiu Maribor. Poslušate oddajo Ritem mesta. Na Radiu Maribor.